No, jaz sem Matija Kavčič iz Šentjošta, takrat je bila številka 44 snopkov iz Šentjošta, Šentjošta nad Horjulom, nad Vrhnikom je včas bilo, a ne. Naša družina je štela 14 otrok, medtem je bilo 11 bratov in 3 sestre. Se pravi, jaz sem bil 10. otrok, 10 bratov nas je bilo, to se pravi, jaz sem 10. otrok, po bratih, a ne, bratov nas je bilo 11, toliko, da nas je lih za eno nogometno reprezentanco, ne. No, dobro je, naša hiša stoji tik nekje med obema cerkvama v Šentjoštu, v samem centru, kjer imamo zelo lep pogled na vsa dogajanja, ki se dogajajo nekje, bi rekel, v središču vasi, a ne. No, če bi tako povedal, moj ata je bil, pri nas je bila pri Snopku, je bila nekoč gostilna, trgovina in pošta, a ne, to je rihtal nekakšen naš ata in v teh cajtih, bi rekel, no, bi rekel, v določenem cajtu, kasneje prišlo od tega, da je vse skupaj morda šlo malo bolj nazaj in tako, kaj bi rekel, ne. To je bilo vse pred drugo svetovno vojno. Seveda, to je bilo pred drugo svetovno vojno, a ne, in takrat številna družina, kot je bila, seveda otroci, kakor so dorasli v neke moči, so šli za pastirje, v okolišne kmete, no, kasneje že tudi morda, ne, za hlapce pa že skoraj noben ni šel, kajti mama je, kakor je kdo prišel do te starosti, da bi mogel pač, da bi mogel iti v eno delo, ne, ali pa za hlapca, karkoli, je takoj vsakega dala v uk ali pa v šole. Tako, recimo, je bil, če daj pa naštejem brate, Jože je šel se učiti za mizarja, Stanko je šel v gimnazijo in kasneje postal bogoslovec, Lojz je šel za kolarja v Polkomgrac, ne, se tudi za kolarja izučil, Tine je nekakšno, to je že bilo v tistem cajtu, ne, je šel za krojača, za žnidarja, ne, ni še toliko bil, da bi že prav sam delal, ampak pač v tem uku je bil. Laure je šel spet v šole, ki je bil Brihten, v Vržej, mislim, ki je vse ta Salezijanski zavod. Štepan je bil pa že v tistem cajtu, ko se pa že vojna začela in je pač, potem pa smo že bili v vojni, takrat pa so pa te stvari nekakšen ustavljali, ne. No, potem je bila Ančka, Marija, se pravi, Marija, ja, pa je bil Peter, a ne. Miklavž, Peter, potem je bil Janez, to je bil pa edini otrok, ki je pa še kmalu po rojstvu umrl, a ne. Potem sem bil jaz, 12. po vrsti sem se uvrstil, a ne. Potem pa še Majda pa Marko, a ne, tako da nas je bilo vse skupaj 14. Daj, kako bi dejal, kako smo se Živijo še tudi spomini na očeta, ki je bil v prvi svetovni vojni. Ja, seveda, jaz se spomnim, kot otrok sem sila rad poslušal te starejše, takrat, ko sem videl, da so stari, to je bil pa moj ata, potem je bil Francis Pes, pa je bil Mežnar, ki je bil lihtko, teh, ki so bil v prvi svetovni vojni, a ne, no, potem Glavtar, Drobtina, potem veljal telefon z Lauruca Savčk, pa bende, pa te, pa sem jih včas poslušal, ko so govorili o teh vojnih cajtih, a ne. Najbolj se mi je tist, kako bi rekel, nisem mogel zaštopiti, ker recimo, čisto vem, Lautar Andrej, ki je dejal, kako je bil tam na Shošk prav, je še nam otrokom malo tako recimo povedal, prav, tukaj je bilo mrtvih je dejal, da tako ne, ko si hodil po polju, lihkrat bil slabje tega žita, a ne, da so čez drug za komi si stopil, tukaj je bilo mrtvih.
No, in tako, na te so pravzaprav v vojni te so še prišli domov. V tistem cajt je bilo pa teh fantov pa v Šentjoštovo, mislim, da 24 se jih pa ni vrnil iz prve svetovne vojne, ne. Tako da je bil že tu za tako kraj kar močan davek, ne. No, v glavnem, če bi iz tega tudi govoril, sem se pa v tistem cajt pa tudi velikokrat spomnil, koliko so govorili proti Italijanom, pravili so jim plemantezeri ali kako, razne take stvari. Veliko hecov so imeli tudi od Italijanov, kako smo se dejali, karkoli, pa te stvari sem tako mimo bežno poslušal, ne. Tako da tudi, kaj bi rekel, od tega ne bi kaj več vedel. Edin, kar vem, moj ata ima kolajne, vem, da je del, da je bil v Toplješkem polku, da je bil pa tudi dober tekač in da je mogel nositi te določene sporočila tudi v tem frontnem med ognjem, ker je zelo nevaren, ki je mogel prenesti druge sporočila drugam, pa v določenem sajtu karkoli, No, in tako da sem rekel, da je tako nekaj dobil za hrabrost tega, to se ata spomnim s prve svetovne vojne, ne. Ob začetku druge svetovne vojne, to se pravi, območje Šentjošta je bilo okupirano strani Italijanov. No, če se pa tako da spomnim, kako je bilo prvi dan, ko sem jaz zagledal Italijane. Zdaj ne vem točno, kako je bilo, jaz pa mama sva šla z vozičkom v Brindov las. In tam nekje, rekel tam, ko se zabija ta pot dol, so že tam nekje prikorakali prvi Italijani in takoj Italijan začne, imamo nekaj pač komunist in nekaj tazga, pa je pa začel pa nekaj, mama je pa ni vedela, kaj bi naredila, je pa se nekaj uvaržiti pošlatala, pa kaj je pa ven pa trnila Roženkranc pa na Podobca. Pa je pa del, pejte, kako, neč ne vemo, Samo glavne pol vem, da tu gotovo takrat smo šli brž domov, pa se pa spomnim te vojske italijanske, skozi Šentjošt so korakali, tu se mi je zdelo, da ni konca, se pravi, cesta čist polkna, ampak nekaj ur, meni se je zdelo, tu so šli tle čez, ne vem, morda iz Logatca pa proti Ljubljani ali v tej smeri, drugač, bi rekel, da bi karkoli okoli, da bi se pot kaj ustavili, se jaz ne spomnim, da bi kaj bilo, v glavnem šli so čez Šentjošt. Zdaj pa, če bi pa rekel v nadaljevanju, so pa naš kraj pa nekje, pa če nekaj bilo te, le na taka vas, tak center, so pa tle ustanovili postojanko, tako da je bila v Šentjoštu pa italijanska postojanka, prsmolekari so bile, takrat še ni bila čisto izdelana, vendar pa vem, da tam so imeli ali kuhno, ali bil štab, ali ne vem, kaj bi tam bilo, drugače pa vem, da so pa tudi imeli še tam nekje pred Mežinet, nekje pa tudi ena kuhno, ali kaj, skratka, tako da so v vasi so živeli. Vem, da so imeli tudi orožje, spomnim se, le pri nas je en hrib Kuglič, glih pri naš hiš, se kohol tam, kad je zdaj smučarija, pa se spomnim, sem tisti se spomnim, kako so tišali en kanon, kohol skozi, to pa nekaj taza. In tisto, kar sem slišal, o, forca, pa so pa čekali, o, forca, pa se je malo premaknil naprej. Tisto sem gledal, pa ne vem, a se ga spravili do vrha, ne. Drugače so bile pa, kako bi rekel, zvaščani, pa dokaj mirni, pravzaprav, kako bi dejal, dobri, če bi tako bom povedal, takrat, ko so ukorakali v Šentjošt, naš ata, pa vse te, ki so bile v prvi svetovni vojni, so bile na Italijane toliko hudi, kad so se z njimi borili, ata vem, da se je takrat letel skrit, da drug ne vem, kako so naredili, da se vede pol, ko so pa tle ustanovili ta, kako bi rekel, center, pa štab, so pa normalno se lahko možje ali pa skratka vsi smo živeli kot normalno, kot pred, tako da Italijane se pa sem to spomnim, da so imeli pa veliko hrane. Takrat je
bila v Šentjošu tudi v kateri hiša, kar revšna, tudi pri nas pri Snopku, ne, kar nismo imeli kaj, niso še fantje prišli tukaj gor, da bi že spravili vseh kruhov in tako veliko nas je bilo, tako da smo se predvsem preživljali z Nino, pa z ženadom, kot smo delali, ne. Pa tako, da bom pa povedal en primer. Italijani so bili tle usmeritelj v hiš, mi smo bili na sprotnem robu, kot je zdaj stara Mižnija, ne, da je Mižnija stoji, ne, in tam skakali pa vriskali in Italijan, vem, ki je vrgel od tam čez cesto na naš del hleb kruha, mi otroci s veseljem tisto pojedli, ne, nisem jedla, ne. Na drug primer, ker je bila, se mi pa še bolj zanimiv zdi, smo pa, na kogo smo imeli na njivo, pa iz kogo naperemo s takim samotnim užičkom, samotnim vožičkom, določene pridelke iz koga samskom in njih, tle, kad pridemo v Faržu, Šentjoš, tam so bili eni Italijani, a so bili takrat že tudi nekaj v Faržu, so imeli tam na kuhni ali karkoli bilo, v glavnem tam stojijo in no, mi, ko smo pa tisti vožičk pelali, jaz sem držal za vaja, pa sem jemu v rok pa kislice, kislice, tista trava, ne, mama ste jeli kislice, se zdrave, pa smo jih jedli. In ko gremo sem skozi, Italijan tam vidi, kako smo mu zasmilili, verjetno je si mislil, te so pa toliko lačen, da trava je, ne, pa je prišel preletu dol, pa je meni dal hleb s kruha. Jaz pa ne vem, kako stisnem pa nosom, pa sem rekel, ne, skratka, da vem, na kakšen način, tem si pa kazal, da vem, kaj, otrok, ne. Pa drug, delal sem pa meni, zakaj, pa nisem vzel, tako je bilo. To sem že povedal, ne, da je bila policijska ura, ne. Ja, to je pa zanimivo, ne. V tem cajtu, so rekel, v cajtu so bili v Šentjošu, Italijani, da je pa morbit, kaj s tem, pol leta, let, ne moram njih reči, se pravi, ko so ukorakali v Slovenijo, kapitulacije in takrat so verjetno, ko je bile v Šentjošu, ne. V sami vasi Šentjoš so postavili policijsko uro. Ko se je začel naročiti, je bilo točno povedano, da takrat noben iz hiše ne sme izstopati, da je to policijska ura in da lahko streljajo. Kdor bi prišel ven, in tako naprej. Jaz se spomnim, pri Snopku smo imeli, se pravi, hiša stoji, zadnje je bila pa štala, tam za štalo je bil pa tako, kot imamo kozovčka, pa tisti osnovni zid, kako bi dejal, nekakšen zid pred kozovčkom, ne skozi. Tam noter smo imeli kot eno nočno stražo in mi smo imeli pa stranišče zunaj, in po noči nismo smeli odprt urad, da bi šli na stranišče manj in tako, da smo otroci potrebo pač opravljali v določen škaf ali posoda, ne vem, pač doma smo pač te stvari opravljali. Bom povedal, da tle se pravi, ko so Italijani imeli ta straže za nam, lik zraven je bila štala, enkrat zjutraj pa sestra Ančka preleti gor poštenga, pa pravi, mama, prašiča ni, pravi, pa nek krvav je bilo okoli, pridemo pogledati, pa ni bilo prašiča. Italijani so, pol smo ugotavljali, kako ne bi to bila. Dol je bil krepišen klado, verjetno ga je en po čelu udaril z kladom, da ni cvilil, pa se pa brž malo zaklali, povlekli ven in tako smo ostali brez prašiča. Ate je pa šel na komando italijansko, da se pritožiti, da bojo to vse povrnili, če je bilo to res. In seveda, to Italijani so povedali nekaj drugega, ko je bilo čisto kaj drugega. Seveda, tako je bilo, da s Italijani se pravi, radih nismo imeli, da bi pa kakršenkoli nasilje delali, pa to so bili čist mirni, vse je bilo normalno, vse v našem kraju je bilo tako. Kdaj so se pa partizani tukaj pojavljali? Ja, kolikor se jaz spomnim, kako bi dejal, to je mohlo biti, tu se je mohlo že
Preden se je začela ta vojna, pred 41 letom, so bile že določene organizacije v bližini Šentjošta, ki so nekakšen morda pripravljali teren za revolucijo, nekaj takega bi moglo biti. Ker se spomnim, naprimer, čisto v teh začetkih je bilo tako povedano, tle na Ljubljanci je bila gostilna v Vrhovcih in tam so se zbirali, kako bi dal, ne partizani, ampak levi, ali kako bi dal, levičari, ali ne, kako bi dal, pač tisti, ki so bili nekakšen proti, ne vem, takrat je bilo že tudi, bom pa tako povedal, takrat so bile ljudska stranka, pa liberalci, no in te, nekateri od tistih, so bile tudi, bom povedal, morda malo delomržneži, s temi pa že tudi določeni drugi, ki so bile, so že takrat govorili, Šentjoščani, pripravite druge, ali je bilo tu, oni so pač povedali, da se nekaj dogaja, no, v glavnem, te stvari jaz ne bi drugače vedel povedati, kar je bilo pred vojno, kaj bi dal, še predno so Italijani prišli, kako bi dal, takrat so, bom povedal, pa dobre, pa rečemo partizani, hodili v vas zvečer, pred noč, že po noč pravzaprav, zbirali ljudi, jih budili zvečer, oziroma primorali, da morajo priti na zbor, tako, rekel, vaški zbor, da bo jih skupaj sklicali, Hmožine, tle pri Hmožine je bila gostilna in da bi kje pač prišli na te stvari. Skratka, oni so s tem, ko bi prišli vaščani skupaj, se jim, no so tudi, kad jih je prišli, se jim povedali, da na lep način so nekakšen jih spraviti pod, kako bi dal, pod ta... Svojo komando, svoje vodenje. V tistem cajtu so se pa že v okolici začeli dogajati poboji, recimo Bastič iz Ligojne, iz Horjula, tudi se je govoril recimo o, kako bi dal, Erlichu, Barnontlače, skratka, določene stvari, ki so bile, bi dal, takrat poboji, pa tudi v teh, kako bi rekel, po vaseh, če so bile kakšne bili, ne vem kateri, ker jim niso bile prav partizanom, so se že takrat začeli poboji. Tudi Šentjošt je bil pa takrat lihtko na udaru, da bojo pobili tiste, ki so pač proti njimi, se pravi recimo določene kmete, pa tako naprej. Tako so se pa vaški fantje, pomože, enostavno samostojno organizirali in branili svoje domove, kako bi rekel, v teh nočeh, ja bom še tu povedal, koliko je bilo tu takrat nevarno. Proti Italijanom, če bi Italijani vedeli, da ima kdo orožje, bi takoj šel v internacijo ali pa podstrelili. Če bi partizani vedeli, da ima kdo orožje, enako. In te fantje so mogli delati, se morali pred dvema skrivati. Prvič so pa sem hoteli braniti vas proti partizanom. Kje pa so dobili orožje takrat? Tu se pravi, od Italijanov ga še niso? A tukaj blizu je bila ta Rupnikova linija? Ja, pa če jih sedi že kar nazaj, bom pa še nekaj o tem povedal. Jaz kot otrok se spomnim takrat, se pravi, predvojnega časa, ker je jugoslovanska vojska gradila tale obrambno linijo proti Italiji. No, tle se pri nas je rekel, da je to Rupnikova linija. Rupnik je bil takrat general in je nekakšen vodil ta dela, ne bi rekel, no, ta linija je nemara, da je bila vzpostavljena od reke, pa ne vem, skratka, v teh italijanskih meji skozi. V glavnem, jaz se spomnim, ko smo bili v nas delali, sem gledal dol ta, bi rekel, potok, ki teče v Kurjevas, takrat so delali cesto iz Kurjevasi proti potoku.
Tu se spomnim, ko so ta cesto delali, sem gledal dol te vozove, pa tisto z hriba, ko dol sem gledal. Ne. Tu so bili vojaki. Ne, tu so bile vojaki pa domačini. Jugoslovanski. Ne, Aha, tu domačini. Domačini, ne. V Kurjevas, mislim, da takrat smo delali graben, danes pravimo Kurjevas, tu je bil včasih graben, ne. Tam nekje sem imel tudi kuhnje, recimo, bom tako povedal, moja žena Breda ve povedati, da sem jedel klobovček spravljene tele, makarone, pa razne take podobne stvari, pa so pa nekje kuhali te stvari, ne. No, glavno, to se spomnim, da se ta cesta dela, zdaj pa če grem tako, tam se pa na koncu tih potokov, v tej globeli noter, ne, so naredili kar veliko kasarno, eno nadstropno, tle mislim, da bi morda se računali, da bo to en štab v zaledju, da bo en štab, ki bo kar velika stavba, dobro, bi rekel, zgrajena, že dokaj dodelana, ne. Naprej v tem delu, če bi spet šel proti potoku, mi rečemo Brzgovc, pa mečka lesa od Brzgovca, od Matička je en hrib, ta hrib noter so tudi delali določene rove, še danes se pozna, v treh smerih sem tej še bi gledal, ker se še čist pozna, ker se te rovi, kot so jih naredili podzemne rove, da bi noter verjetno imeli zaščito, recimo za te, kad so bile, ko bi bil v kasarni. Nad tem hribčkom je bila že narejena velika betonska ploščad, ne vem, pa so tam mislili, da bo na bolnica, ne vem, kaj bi bilo. V glavnem, nad tem delom je pa kar visok hrib, Črnvrh, tu je pa 712 metrov višine, tam so pa postavili pa razgleden stolp, kar se je pa videl pa daleč dol v ravnino proti Vrhniki, proti Ljubljanskem barju. Na toliko sem njim glede, ker sem delal, da se še toliko spomnim, če da je prejel na to, ker sem je vprašanje, kje so pa dobili orožje. Pa razpad v jugoslovanske vojske, takrat, ko je razpad, je pač jugoslovanska vojska se umaknila, tle v tem kraju pa poštila med ostalim tudi veliko materijala, pa tudi ogromno orožja. Veliko teh skladišč so zminirali, veliko je pa tega ostalo. Ti mladi fantje, ne da bi sploh vedeli, da bo je kjerkrat lahko mu to pršil, se seveda mlad fant, če vidi razstrojnico ali puško, karkoli, pač vzame in tako se jih tudi te fantje kar nabrali orožje, se pravi strojnico, puške, municijo, tako da so bile praktično oboroženi, ampak vse v čisti ilegali. Tu noben ne smel več, praktično vsak zase je mu tu skrit nekaj ali pa karkoli. Ko je prišel pa do tega, da je pa šentjoščine določene, ki so bile grožne, da bo je tudi določene šentjoščine pobili ali pa kmetije pač uničila karkoli, so se vaščani pač zbrali skupaj in ustanovili prvo vaško stražo. Tu se pravi, uradno je bila ustanovljena 17. julija 1942, seveda so pa že predtem pa svoje domove pa noč branili, so bile skriti ob svojih kmetijah v gozdu, če bi partizani prišli, da bi branili. Se pravi, takrat, če ni bilo neče drugega, sam svoje domove naj bi branili, če bi partizani prišli. V glavnem se podobili pa nekakšen privoljenje od Italijanov. Ne mara, da so te prosili Italijane, zaščitite nas proti partizanom, ali pa nam dajte možnost, da se sami branimo. Italijani, kakšen je bila pač ta dogovor, branite se, bote se že flaškali s tistim puškom Sambakler. Italijani se ne mara dali domobrancem, ne domobrancem, vlaškim stražarjem, tam nekaj čez okoli 30, nekaj tak pušk francoskih, delca ene francoske puške na 3 patrone, pa še tiskaj Gerzena noter prišla, ker se je zabila ta del noter, pa se je mogoče kakšen skratka orožje tak, da ni bil kaj uporaben. Kdo pa je sestavljal te vaške stražarje? Kdo je šel med njih? Fantje, možje? Ja,
če tudi da pogledamo, kateri so bile, če pogledamo samo Snopkove, kaj, Snopkove so bile največji bajteri, ali kako bi dejal, bajteri, oben pa že tisto drug, kar so bile že vuk pa delavci, a ne. Dobre, pa če gledamo Piškove ali pa Stavnikove ali pa Matičkove ali Mežinetove, tako da pa Mežinetove so bile, recimo, tam je bila gostilna, pri Matičku so bile kmetje, pri Brnku kmetje, fantje, določeni kmetje, v določenih domočevih so bile pa bajteri ali pa delavci, tako, ne. V glavnem, to je bila ena miselnost, a ne, in takrat so pravzaprav kako bi rekel, družno stopili v ta del. Kako bi rekel, danes se veliko govori o tem, da se ni nič vedel, da prihaja komunizem. Bom tako povedal, tudi takrat je v časopisih veliko pisal o Rusiji, o Ukrajini, o španski revoluciji, tle, kot da so komunisti delali, in tudi pri nas se je pričakovalo lahko, da bi prišel lahko komunizem, ampak noben ni pričakoval, da bi s temi poboji tako delali, kot so v teh komunisti drugod delali. V glavnem, pri nas so bile v tem fantje, skratka, ne samo fantje, kar celovito, se pravi, prebivalstvo dobro osveščen. Če bi samo omenil, recimo tle, da pri nas je te fante združeval Tomc, s vaškimi, kaj so bili tele, Katoliška akcija. Mladci. Mladci, ja, katoliška akcija. In je Tomc je imel pravzaprav te študente čez. In tako so bili študenti, tudi z Ljubljane so hodili k nam, so imeli pri nas tabore. Mimogrede, če se spomnim, da so tudi takrat imeli pri nas ustanovljene trojke, da so delovali v trojkah, tako da so bile, v glavnem s komunizmom so bile do dobra seznanjeni. In tako je prišlo do tega, da mislim, da bi bile nevedni ali pa da bi dejali, da najprej ne vejo, kaj je komunizem. Kaj bi rekel, danes se ven, ne vem kako, jaz vem, že jaz sem skoraj takrat, kot pastirček vedel nekaj o tem, se spomnim. Koliko je pa šlo iz vaše družine fantov k domobrancem? Ja, iz naše družine je šlo 5 bratov, Jože, Stanko, Lojz, Tine, Laure, te so šle seveda po vrstnem redu. Laure je bil še tako rekoč mladoletnik, po tistih statih, ki je nekdo dopolnil 18 let ali nekaj več, so pol šle kasneje, so šle pol, prej so bile kot vaški stražarji, potem 43 leta, ker je Italija propadla, so se pač združili pa v skupno, kaj bi rekel, slovensko vojsko kot domobranci, potem so bile kot domobranci. Stanko je bil tudi interniran v Italijo, ne? Brat Stanko. Ja, takole je, takrat so znali te stvari tudi dobro povedati. Jaz se spomnim, kako so govorili. Stanko je bil v gimnaziji in takrat je bila osobnina fronta povsod tako dobro, ko bi rekel, nekakšen posod je delovala in tako tudi v teh gimnazijah. In tle noto so čist vedeli, kateri so, bi rekel, preveč verni ali oziroma kateri nimajo idej komunizma in tako naprej. In osobnina fronta, to vem, ko so takrat govorili, je tudi Stankota, lih tako, kot je bil nekakšen res zaven, pa trden Slovenc, beren seveda in tu naprej, in je pač se ga tam uvadili, kot da je šel v internacijo. Tako da, to vem, da so takrat dejali, da Stankota je dala osobnina fronta, če to mehko pogledamo nazaj, osobnina fronta je takrat delovala tako dvojno, da se sploh ne ve, kako in kaj so jih, dobro, Italijani so
pač šli v času eno vas, pa zbrali toliko ljudi, pa jih odpeljali, pa karkoli, ne. Kar je bilo povadjenih, to jih je pa delala pa predvsem, ko so bili na frontu. In so šli tudi tak ljudje, to ne bil, kaj bi dejal, zavedni Slovenci, tako, niti ne komunisti ali pa proti komunisti, so šli v Litvu, na nastanku je bil v Gonarču, mislim, da niče ne, v Gonarču je bil, ja. Se nam še čisto spomnim, ki je prišel domov, jaz sem bil na peč in ko je stopil noter v hiše, sam sem gledal, pa vem, da je takole okolje, kar okolje takole hodil. Pa se je meni smejal, jaz pa nisem vedel, a je moj brat, a ni. Je bil shujšan, a ne, in tak, da nisem vedel, a je, a ni, kad je bil drugačen. Drugačen je, a ne. Jaz se spomnim, recimo takrat, ko so prišli te prvi vaški stražarji, mehko se spomnim tle gor iz Kurjevac, iz Zgrabna, gor skozi po te dolin, pa ne, da bi prišli kot četa, ampak jaz sem tako videl, kot da gre sem drug, skratka, da niste šli v stroju, ampak ja, tako da takrat so prišli še tjošči in se takoj tle potem organizirali, oziroma postavili, kamor so bile, in tako pa je. Razmišljamo, kje se je prej začel, bom tako povedal, v večjih krajih Sloveniji so bile taki samostojni upori proti partizanom, ker so posod partizani delali nasilje in v Šentjošču je bila pa to organizirana prva ta skupina, ki se je spopadla s partizani. In to je bil prvi boj, ki je trajal od večera pa do zjutraj, s tem, da lahko rečemo, da je te napadal Šentjošt približno 400 do 500 partizanov, se pravi cela ta ljubljanska okolica, ki je bila takrat že organizirana v partizane, na Šentjošč je pa branilo pa 32 ali 34 fantov. Jaz bom takole povedal, kako se te spomnim. Enkrat po noči me zbudijo, zbudil sem me, zanimiv otrok, kad sem bil, sem kar spal. In ko ustanem, hrem hokno in zagledam amerikanski kres. In kaj, je gorela pa Mežnija, Mežnija pa dobrih 100 metrov, 150 metrov od naše hiše. In meni se je to, ko sem bil zdel, tista široka, amerikanski kres, jaz sem samo gledal, kako. Potem pa gledam skozi okno, za našo hišo je bila pa malo take škarpe, začita, in tam pa sem pa videl pa, kaj bi te, takrat, če nisem vedel, kaj je to, mitraljec, ko sem videl, kako je delal, sem ki je rapatal in je streljal v turm, v zvonove kovarju na tisti del. V glavnem, jaz sem tako povedal, jaz sem tiste strelje, ki sem slišal, meni se je, jaz prej nisem enega poka nekjer slišal. Takrat pa stiska spanja, ko enkrat zaslišim, pa samo skratka vse je rapatalo okoli, pa še ti skres tam, meni se je zdelo nekaj fantastičnega, da vem, da bi se kaj bal, meni se je zdelo to, kaj da je to nekaj to pejza. V glavnem, mi smo takrat, jaz sem gledal, te partizane sem videl, če so odle streljali, mi smo se takrat pa, kad je nas bilo doma mama, pa mi otroci, fantje so šli vsi na položaje, mi smo pa šli v klet, pa še ti smo se bali, kaj če nam hišo zažgejo, a se bomo zadušili na klet, to je bilo podzemlje, gor je bila pač en okenčko in dol seveda smo molili pa prosili Boga, da bi se rešili. Nakar, kje pred jutr pade ena raketa tik pred ta okenčko, ki smo imeli na tla, to je bila bela raketa, ko se je verjetno partizani izpustili in njih pred našo hišo padla, to je bil verjetno znak za prekinjenje borbe in za umik partizanov. Mi smo takrat delali joj, da je pa naša hiša začela variti. V glavnem, takrat naprej, naenkrat nobenega poka nič več.
Bi pa še pol tudi vehni povedal, kar sem bi pa ta drug povedal, pol o teh stvarih, ne. Jaz sem govoril z Viktorjem Tomincem, ki je bil takrat po prvem spopadu v Šentjoštu, ne, in me je zanimalo, kako se je to začelo, kaj je bilo takrat, ne. No in mi je povedal prav, mi smo bili takrat razdeljeni prav, nekaj nas je bilo v šoli, ki je bila tle na tej strani, nekaj prav v Faroži, nekaj, ki je pri Vrh, skratka razdeljeni smo bili okoli za Brambo vasi, no in prav, pa mi gledamo tam iz šole gor po bregu, a ne, pa kar skupine, kar prav, tu si kar videl, kako se toliko in toliko bliža teh ljudi gor, ne. No, zraven je pa bil Malovači Čtine, to je bil Mežnar, to je bil pa v prvi svetovni vojski, ne, polka pa ta Viktor vpraša, ja, kaj bomo pa daj naredili? Ja, a bomo kar pustili, da bi je hvar začeli, da je se že tle zdrav? Pa je pa dejal, ja, še nismo nič vedeli, kaj bi. Takrat se je pa zaslišal sem en strel. V njih se je zaslišal en strel in dejal, takrat je pa začel pa v trenutku vse rapatati, mi pa streljati, ja. Da, tako, bom pa še tu povedal, ne, tle, v Turnu so zelo veliko stržali, kar se je še kasneje na zvonovih poznali, te od Krohna, ne, pa tudi okoli oknov, zid v Turnu, kar so streljali v Turnu, ker misleč, da je gor pa, ne vem, kakšna, ne vem, kakšna vojska gor, ne. Da, v Turnu sta bila pa moj ata, pa sosed Francis Fest. Tu sta bila oba z prve svetovne vojne, no, ona dva sta bila gor brez orožja, pač mičkam sta rada tudi spila včasih, ne, pa sta imela malo šla, sta verjetno s seboj, ona dva sta imela nalogo, da gledati vse okoli, iz Turma v Faroš, v župnišče, je bila pa napeljana žica, ne, in na koncu v Faroš je bil pa zvonček na koncu žice in kadar bi se zaslutila, da je kakšen nevarnost, sta morala pa tehniti za tisto žico, ne, in je v Faroš zazvonil. In tako so v Faroš takrat vedeli, zdaj je tudi sam, tako da so bili takrat pripravljeni na spopad. V glavnem, Šentjoščina je takrat rešila predvsem oborožitev iz Rupenkove linije, predvsem pa strojnica, vem, da se je delal, da je Trnavski mitraljez, to je bil tak mitraljez, Trnavski mitraljez, ki je njemu bil kratki šivce, bil počasi pokon, ampak imel pa take močne patrone, ne vem kako, ne, v glavnem s tistim mitraljezom, pa še morda enega, ne, pa se pa bom tako povedal, končno so se umikali vsi skupaj iz vseh položajev v Faroš, to so bili nazadnje še samo v Farožu, ki je, no, iz Farože so pa branili, pa verjetno, da je bila glavna ta moč te mitraljez, ki so enkrat na en okno postavili, na drugo okno, pa tako naprej, tako da je izgledalo, da je več oborožitve. Velika napaka so pa takrat partizani naredili, pa veliko v tem, ker so kmalu potisnili, ker je bil napad, ker še niste videli, kako bo, so pa zažgali Mežino to ostalo, kmetijsko zadrugo, prosvetni dom, ta del, čakaj še en Kazovcev, kaj je bilo še, te stvari so zažgali. In zdaj pa napad, vas je bila popolnoma razsvetljena, tako kot dan. Kakor je kakšen partizan tel jurišet proti Farožu, je kaj? Tle, vsak sem počul, pa ni mogel na kamer naprej. Tu so naredili napako, da so zažgali, pa niso mogli napasti. In tako so se pred jutro, kjer v 4, pa umaknili. Vem, da zjutraj, ko sem vstal, sem sedel na pragu, kinkal, komaj, da sem gledal, včasih malo hvala vstal, zaspan sem bil, pa gledam, kjer pred Mežni, na tisto stran, tam sem videl te vaške stražarje, ki so hodili, pa tam že tudi te
Vaščani, bil pa tak čuden, videl tisti dim, cela vas zakajena, pa je smrdel, pa je videl tle, kad so bile obžni, ali pa te so bile krave ali pršiče, so bile noter, pa je bila potem meso je tudi smrdel po vasi, ne. To, da je bil tak čuden duh, pa tako naprej. No, morda bi še to povedal, da malo potisnem pa na enkrat, pa sem vem, da so videli, prš pejte v hit, da ven venjet, so pa, smo pa, kje pred jutri, tu se pa malo plic spomnim, so pa smeri od Brnka Leskos, pa prihajali pa 10 oboroženih Nemcev, bom pa tako povedal, tle v Šentjošta proti Sivkemu dolu, to je, ko bi rekel, dober kilometer zračne linije, je bila nemško-italijanska meja. Nemci, ki so bili na stran, tu se pravi na nemški stran, so verjetno, da so bili pravzaprav ta Šentjošt, ki je vse gorel, to je bila vse v kresu in v ognju in v tem, kaj bi rekel, orožju in tem, so pač počas šle v Šentjošt gledati, kaj pravzaprav je še sploh v Šentjošt je ostalo, To sem mislil, da je vse, verjetno vse, ali mrtvo ali karkoli, da sem to vem, da tam se nam v hiši takrat delali otrokom čistih, dol pejte, da rabi, če bi kakšen, kaj so žul kozvakem, da rabi si včali, kdo ustrelil, in te Nemci so prišli vsem to, da so videli, kako, kaj pravzaprav je, sem mislim, da to so bile pravzaprav tudi te kroški Slovenci, že dali so bile pravzaprav to, nekateri so verjetno znali slovensk, ko so bili mobilizirani v nemško vojsko, v glavnem, ta dan je bil prvi resni spopad partizanov pa vaških stražarjev. 24. julija je bil potem Šentjošt napaden, tako ja. Po tistem se je pa začeli pa poboji okoli Šentjošta. Recimo Zgornji Kohu pa Spodnji Kohu, tam so požgali domačije, pobili starše, otroci so ostali sirote. Recimo takrat so tudi požgali prvi Jožetov, Petro, pol na hrib tam dol. Skratka, če grem še nazaj v potok Primožine, njih tako so gor vzeli, 8 delavcev, se pravi, iz njive so pobrali dekle, hlapca, pa mamo, pa očeta, ja. In so jih odpeljali, pa pobili tam nad kajnim dolom nekje, v Rupah, to je v tistem cajtu, če se spomnim, recimo Botanjevca, ustrelili Starkežeme, poli so predzadnji prišli po noči, poustrelili očeta, vpliča vseh otrok, v vež, 5 otrok je bilo takrat mehnih tam, pol njih tako tega mežnja botanjevskega, pa tako te poboji, ko so te v tem kraju bile, jaz, ko sem bil čist bliz pri Snopku, ko sem bile v Šentjoštu, Kavčič, te sem praktično gledal te vozovi, ko so prihajali in so vozili te mrliče. Zvonovi so takrat sem pel, skratka, zvonili je skozi in tako naprej. V glavnem, to je bilo leta 42. To je bilo leta 42, prej so začetka. Takoj po napadu. Takoj po napadu, ja. No in vem, ko sem jaz pa tel jet, ko dol pa gledati na tiste vozove, pa sem mi mama delala, pa tako nekaj dol, pa nekaj hoditi, seveda dol, te ljudje so bili v krvobljen, kaj so jim skratka, vse take stvari, mi bilo za otroka verjetno malo čudno, to se pravi, tu je kar en tak trp okus naredil na mene, tako v glavnem en tak
odpor proti partizanom, kot mehen, sem videl, da to ne more biti prav. Vse, da sem govoril s partizani, partizani, gotovo, drugače so manj, kamorkoli pogledali, posod sem partizani morili pa požigali. In to se pravi, dočim za domobrance nikako ne moramo govoriti o teh zločinih. To je bila, če je bila borba, drugače so pa bile pošteni, zavedni Slovenci. To je bilo. No in kaj si v takih medvojnih cajtah se morda tudi to spomnim, ker naš prid niso bile ne za Nemce, ne za Italijane, skratka za nobenih teh, ne za partizane. V glavnem vem, da pri nas smo imeli tudi diktekt, da bom dal radio, se ga sami naredili, Stanko je bil, ki je že kar dobro poznal ta elektrika, in smo imeli radio, da so kar tako poslušali radio okolje. In nekaj se spomnim, ko so govorili, da je Stalingrad, takrat, ko so Nemci pri Stalingradu, so se začeli umikati, so pa imeli tam zemljevid na miz, domobranci, vem, tele naši, ko so bile, in pa pravijo, ja, dele bo pa treba se pa Nemcem uprti, dele pa Nemci grejo nazaj in dele moramo se pa Nemcev rešiti. Pa je pa Adam dejal, ja, so v žreh, se pa že domobranci se nekaj udarili z Nemcem, tako da so bili neki, ne vem, tu sem se takrat zapomnil, prej menjal se je otrok poslušal, pa ne vedel se, kaj se gre. Dobar bit bi še tu povedal, da Šentjošt je bila nepremagljiva trdnjava. Strateško je Šentjošt tako postavljen, da je bilo ga praktično težko, ali pa izredno težko bi ga bilo osvoboditi, zavzeti. Na teh delih Koglič, Brinovc, tle Zaparožen, kot smo rekli, ker je naša hiša, njih na tem delu, da je naša hiša, je bil bunker, pa še na ovom stran pred Mežnijo. Vse te prostori so bile praktično košenina, bregovi in noben ne mogel jurišati, nič ne bi mogel zavzeti Šentjošta brez težkih žrtev. Tako da nekaj napadov mislim, da je še bilo potem v tem kraju. Potem so pa, kot bi kasneje videl, je pa Šentjošt bil potem pa dokaj svoboden, kako bi rekel, njemu. Šentjoščani so pravzaprav potem hodili v pomoč v druge kraje. V te kraje so pravzaprav tako, da tle pri nas je bilo kar dosti mir in bi povedal, da naprimer v tistem cajtu so imeli tudi, vsi domobranci so imeli smuči, mi smo jim pravili domobranske smuči. In so imeli potem tudi pozim te smučarske tekme s Kogliča, tako se spomnim, nekaj so imeli zavijanje, nekaj pa skoki. Sem to videl, da so nekako še imeli tekmovanja med seboj, kaj s tem. Tako da so v tem cajtu je bil Šentjošt bolj, bi rekel, še pa se je tu strahu, kamorkoli si šel, nisi vedel, kam greš, če boš šel skozi gozd, ali te bo slučajno kakšen partizan dobil, ali pa te bojo partizani dobili. To je bil strah, je bil skozi, samo kadar si bil, kaj bi dejal, lih, nekje doma, takrat si se počutil povarna. Nemcev pa tle pa nas ni bilo. Tle je bila potem komanda domobranska. Za Italijane se še spomnim, takrat je bila do 43 leta, če je tudi kakšen Italijan prišel, je še kar bilo, ampak vem pa, da so pravili, če pa pride tist z cofom, ne vem kaj so bile, črne strajce, če pa tist pride, tisti je pa Belzebub, tako da
Italijanov, ne, Nemcev tle v Ni bilo. Šentjoštu, ne, enega ne, nikoli ni bilo ne od komande nekjer, na to so bili čisto samostojni, ne, ja. Pa gremo zdaj na povojni čas. Ja, takrat, ko so, no, takrat se je čutili pravzaprav, da se bo treba umakniti. Vem, da so tle govorili, tako so govorili, domobranska, tu se spomnim, domobranci smo zadosti močni, da obranimo Slovenijo, ampak ne moramo, ker pa prihaja pa Titova vojska, Tito ima pa tudi z rusko, a ne, vojsko, tu so govorili, ne, tu je pa močna vojska in se bomo morali za nekaj cajtov umakniti, a ne. No, in tu se je začel pripravljati, to pa ni bilo dolg cajtov, to je bilo, kaj bi rekel, malo, kaj bi djal, no dobro, v kratkem cajtu se je začel to govoriti, da bo treba jeti na umik, a ne. Tako se pa spomnim, dobro, domobranci po svoje, kakor so bile, ampak jaz se predvsem spomnim mojih sester, ali pa tudi bratov, teh, ki niso bili pri domobrancih, pa njihovih sovrstnikov, sosedov, pa tako naprej, ne, kaj so vsi med seboj govorili, kaj ćemo bi narediti, če bomo tle ostali partizani, nas bojo poklali, je gotov, se je tako je bilo, tu pri nas ni moglo biti drugačna miselnost, no in to vem, da pri nas se je tudi Ančka, pa Marija, Micka, naštimavale določene stvari, da bojo vzeli s seboj. No, seveda, jaz pa tudi njih tako, kar nisem noben povedal, so pa njih tako, kot da sem mogel dati kakšne konzerve, raznih sorte, sem poznal takrat konzerve, take stvari, sem tudi njih tako skrival, pa jemo ružat, pač nekaj preštival, da jaz bom tudi šel. Da, v glavnem, tisti cajt je bil, se pa spomnim, bi bil pa res zanimiv, ja. No, ko se je enkrat začel ta umik, Šentjošt je bil praktično vsak dan poln. Tu so šle kolone vozil, vozovi, pešci, razen, skratka, tu se pač v smeri proti na Koroško, ne. Seveda, v Šentjoštu so se tudi določen kakšen dan mogli ustaviti, oziroma trumne, ko so šle skozi, so mogli tudi nekje prenočiti. Pri nas vem, da je bila hiša popolnoma polna, pod mizo, na miz, na tleh, povsod, vse so ležali, toliko, da so prenočili, toliko, da je šlo, kot da je bila mehana na strehce, in ti se spomnimo, da so, da je bilo tega odhoda se dobro spomnim, kako je šel. No, končno se pa ne bi pa spomnim pa zadnjega dne, ko se je pa pristaži vse skupaj šle, zadnje pa ostala samo, kada je zaščita, ko bi dal pač tist, kot so še nekje na zadnje šle, no. Med njimi je, mislim, da je bila to ena desetina, ki jih še te ostalo, med njimi je bil tudi moj brat Stanko, Stanko, tak je bil bogoslovec, in mama mu je dejala, Stanko, danes si pa ni god, to je bilo 7. maja je sveti Stanislav. Danes imaš pa god, ti bom pa dala hlebček, in dejal, ga je pa dal mam nazaj, in dejal, mama, jaz bom že tam pri kotlu, mama dost domobranci za jesti, prav, toho kar nazaj, dajte pa temnim otrokom, pa sem jih pa gledal, kako so šle iz Šentjošta, tako dol pred Hrano, pred Kurjevas, takrat pa ne vem, Ančka ali pa tede, sem malo tekinska, da bi tle nekaj nekrat, sem ni bilo takrat, to je bilo kar tak, to je treba jeti, tu gotov delati se treba umakniti, pa bomo jutri še dan, bomo pa nazaj, to ni bilo nič posebno, tu se spomnim tega umika, kako je bil, tu se takrat spomnim, da nekje iz Zapornike, pa ne vem, ali tle dol, so tudi določenimi minobacači, topovi streljali, tako da je tle čez naše kraje, so pol park teh strelov sem slišal od teh krajev, da
so morbiti nekje streljali tukaj čez, a ne. Tu, ne vem, tu se pravi, da tu je bil ta odhod, a ne, potem pa drug dan. Drug dan, ne, tako če neč, drug dan je bilo sam tok, zjutraj, ko smo vstali, kar je bilo največ, a ne, meni, ne vem, kako je bilo ta drug, meni je bilo dolče, nobenka na kjer. Do tega je cela vas vse korakala, doma brancov bilo povsod, da naših, skratka, vas polna in tako naprej, kar naenkrat, praktično, tu in tam si kakšna otroka videl, pa kakšna mama, a ne, pa kaj bi rekel, tisto, kad otrok drugo ne misle, koliko je nekaj dolče, toliko je vse prazen, toliko ni, neč nekaj mi manjka, ne. No, v glavnem, pol pa morbiti tam 9. 10. maja se pa spomnim, ki je prišel prvi partizan, nekako tako, da sem videl, da je partizan, ne. Pa, seveda, takrat jih je več prišel, sem, vem, nekakšen se delali, jaz sem ga toliko videl, ki je prišel partizan, pa sem brž zletel noter v hiše, da ne vem, kot sem po vas kaj hodil, pa kako, gotovo v vas je bila pol prazna, ne. Na, v glavnem, potem, ko so pa potem pa partizani prišli po vrh v Šentjošt, ne, so pa, bom pa take primere povedal, ne. Nas otroke so skupaj tam, ko smo se igrali, ali res ne znam, tam nekje je bila pa, tam, kjer je bila kmetijska zadruga, v tistem delu je bila pa potem, ko je pogorela, se je pa nekje nazaj dodelali, takrat med vojsko domobranci, tam so imeli tudi, mislim, ali že bila še kuhja ali pa še ne vem kaj, ne, v glavnem noter so imeli več enih stvari, a ne. Na, v glavnem, takrat, ko se je prišlo, so pa tudi ene okna, pa šipe so bile pa vse skupaj razmetane, pa določene stvari, ki so bile noter v tistih skladiščih ali karkoli, a ne, so nas otroke noter napolnili, a ne, pa da morate pa vse tam ne premetati, pa preredil vse noter, kar je, a ne. Jer seveda nas se spustili za tu noter, a ne, če je bilo kaj zaminiran ali karkoli, da bi nas raznesli, a ne. No, jaz sem tako vem, da sem tam čez okn nekje, ali pa ne vem, ki je stopil, čez šip pa se je razbila, a ne, se mi je zadrl v levo nogo noter špica tega stekla okenskega, a ne, pa pridem, pa sem skakal, špivo mi je še nekaj ven tistega gledal, nekaj je bilo, pa se vsedej penatla, pa nekakšen sem stopil, se je pa tisto odlomil, a ne, koč, to je globoko mi noter novašlo, a ne. Tam partizan pride, pa pere tam na minoj, pa boš šel nazaj, me tam nekaj pariva so, pa jaz sem pa sem upel in v glavnem, od tega, ko sem se takrat zbudil, mi je ta šipa šla globoko noter, ko se je odlomila v nogo od spodaj, v sred med peto pa med tem delom, in to mi je ostalo do danes. Tu sem čutil še ta šipa, kaj bi rekel, do 20 let, da se je počasi, včasih, če sem tako na določen del pritisnil, pa sem še tisto začutil, do danes, ne vem, se je pač prilagodila s tem delom, ne. Tu imam tak mehen spomin, še tudi od partizanov, ne, v tistih cajtov. No, pa se spomnim, no, sem bil doma in sem bil sam doma, ne vem kako, ne. Pride partizan in začne tam s puško, ne, namerno, ne, začne prav, kje imaš orožje? Jaz pa, ne, nimam nič. Kje imaš orožje? Ne, nimam nič. Takoj orožje pokazati. Je puška da pedal, pa je stal, pa je šel, pa je dal, te bom ustrelil, ne, pet pokazati. Jaz sem pač zmislil, kaj če bi res, nekaj sem vedel, ki bi ga nekaj, da bi, nisem pa čist sigur bil, ustrašil sem se,
pa sem pa šel takole v hiše, ko dol okoli, tam dol, ko sem imel štala. Sem dejal, da bom pa kaj pokazal, pa v glavnem sem si mislil, neč partizan, verjetno, da bom neč, da bil partizan, me bo ustrelil. Pa nisem videl družila, takrat sem bil učil, pri smrti je sedeli treba mol, jaz sem pa šel okoli, pa sem takole, Bog naredil, Bog žal mi, da sem grešil. Da, vtisnem pa stop, pa tam, ko sem videl, pa načtalal, pa kje je tako podest, a ne, Ato je bil pa doma, pa sploh videl, tako pa Ato ti zagleda, a ne, pa zaupije na tem pastirjem, to je mlad partizančki bil, ne, kaj veš, ne sem v glavnem, kako ste se pol zgodila, sem to, vem, da se mi je zdel, kuklja Ata Korajž. Po vojni so tudi hodili še krast, ali kako, kaj v hišo? Ja, čakaj, veš, to je pa čisto poseben poglavje, je nekako poseben poglavje, ne. Takrat, ko je bila, se pravi, takrat so dobili domačini, pa kodarkoli kakšen bil, so oblast nad vsem imetjem tistih, kateri niso bili z njimi. In takrat so se pojavile določene partizanske tolpe, skupine, ki so hodile od hiše do hiše, pobrali, kar se jim je zlobil, kar jim je paskalo, vse so lahko vzeli, da meni nič ni mogel narediti, in tako so tudi pri nas hodili, da rečem, recimo, bom pa delal, recimo, katerih mežine, ali pa ne vem, kodr so bile tudi drugod, ali kaj, v glavnem je za pri nas govorimo, Pri nas so prihajali, kaj bi delal, včasih v skupinah, z vozovi, z vozom so prišli, recimo, pa berali, karkoli je bilo, bom delal v tistem cajt, bom še tu povedal, moji brate so že v tistem cajt med vojsko, že tudi doma se ukvarjali z usnarstvom in so sami strojili kože, pa take strojili, da smo imeli tudi kože za čevlje, pa od odej do obleke, do vsega, v glavnem povedamo najvažnejše stvari. Prišla je določena skupina, gor v Cimbru smo imeli, pri nas je bilo takrat, smo imeli inštrumente, harmonika, bas instrumenta, kitara, pa tamburica, v glavnem še tista violina, v glavnem. Tisto so vse vzeli, Ata se je tam nekaj začel staviti, da te stvari so pa naše, pa karkoli, v glavnem, vse inštrumente so pobrali, pa nekaj bi samo inštrumente. Da je pa tako je bilo pa tako, kar je katero pasal, kakšen je pasal, da je pobral, recimo, kakšne čevlje, ta drugim krtače, ali pa talerje, ali pa karkoli bi bilo, v glavnem, vem, da je bila večja skupina, takrat, ko so prišli z vozom, so od zgoraj po zgornjem prostoru so vse hodili, pa so metali dol v veže na en kup, tiste oblačila ali pa karkoli je bilo tam na en kup, zraven je stal en stražar, partizanček, zraven je pa pri nas pa lih vrata, pa kuhja, pa šporje, tam so bile vrata, pa šporje, pa kaj naprej peč. Te partizani so tisto metali dol na tisti kup, zraven je An tisti stražil, Ančka pa Micka sta pa tam pa v kuhinji bile, pa vekale, pa sem tudi, vse je stran pa brali, tisti partizančki bi zgledal dober, je pa kukar je videl, da nobenega ne vidi, je pa hitro tja v kuhinje, pa v tle pred šmetom, pa nema kje, oni dve pa v tam, ko ni bila peč okolina, pa v peč, tako da nekaj, kaj še stvari smo rešili, Najbolj me je priznil enkrat, ko so prišli tudi ti partizani, tudi tako proč, ne vem kako da so proč, kot so imeli prdnjev, da so tudi prdnjev so prišli, in tam, ko so razne stvari jemali, kar je, katero kaj je bilo, pa en partizanček, če si je tista deka, to je bilo v spalnici, tam, ko se Ata pa mama spala, da tista deka, ta zgornja deka vzame, tale bomo tale vzeli, imamo pa takrat stopke, pa prav,
tele pa ne boš vzel prav, tule pa naše prav, pa tule nam boš pa pustil. Partizan tistega, pa zakaj se tudi pravim partizanček, zato ker je bil tak suh, kar zelen je bil, se mi zdelo glava. Tako je imel tista kapa čist po stran, tako čist, ne, da bi imel do vrh glave, ampak čist tako do šest, Mame je prejel, tako je pahnil tja na vrata, prejel s pištola in je še Ana zim, pa te bom počul, Pa je malo pač opustila, In ti se mi je pozdel, pa takrat pa nisem vedel, kaj bi takrat naprimer naredil, Sem vedel, jaz sem bil takrat pripravljen, ne vem kako, vsak lahko vse, partizani lahko vse naredijo, tudi tak primer se mi je del zanimiv, ker so bili tudi eni domačini, pa tako bi lahko tudi povem, sam Šentjošt so bile v glavnem vsi kar enotno domobranci in ni bilo tle kakšnih teh, da bi imeli kakšne pristaše med partizani dočin, pa okolica pa že. Dobro se spomnim, enkrat večer so prišli določena skupina, med njimi je bil Oblak iz Botanjeve, pa Šelovsovka. Šelovsovka in tu so pa tam tudi vse te stvari začeli nekaj pobirati, pa tako naprej. Pa spomnim se sem to, da je mama delala Oblaku in delala, Oblak, a tako ti delaš, pa ne, skupaj sta bila z mojim bratom v Gonarcu, prav, z mojim sinom v Gonarcu, če ne bi moj sin je imel, mislim, je imel ta možnost, da je dobil paketa, in če ti ne bi dejal iz svojega paketa, da sta oba delila, tebi danes ne bi bila. Ti bo ti dejal, on je bil pa drugačen, kot si ti, pa je bila, Na Šelovsovka se tudi tu spomnim, bi pa rad pa tudi povedal, da ta Oblak je bil potem, ko je bil v ljudskem odboru, pa v tem, sploh aktivist, so se pa nekaj sprli v tem ljudskem odboru, da je že naprej govorimo, in da je bil pa nekaj zaprt in pa je rato spet čisto drugačen, ker je prišel 2 leti bil zaprt, nazaj pa ni nič več držal s komunisti, Da bom pa še tu povedal, tudi ta Šelovsovka, ko se poznaš, malo dobro poznajo, se poznaš še pare, smereče, 52 leta smo pri nas predavali hišo, jaz pa moj brat Peter so pa hodila okoli po kmetih, da so nam darovali, če bi dali kaj lesa za ostrešje ali pa karkoli, Med ostalim so prišli tudi k Šelovs, pa so tudi tako vprašali, tako je bilo pa takrat znan, Šelovsovka ni imela kakšnega posebnega gozda, dejali se pa, da je bila taka, da tu ni kaj rada darovala kakšne take stvari, zanimiv. Mama je tudi dejala, tudi ne, pejte vprašati to, da vsak, da ne bi kar še dejal, da ste spustila, In pa naj želja, ko je tam na Grič, kaj Svenki, je pa nam je odkazala pa toliko lesa, da so bila že kar, in so dejala, da je ne vem, veliko koliko, vendar pa toliko, da se pa nam je čudno zdelo toliko. Pa so bila prav vesela, dobro, tisto so osekla, pa naprej pa pride domov, pa mam poveva, pa je pa dejala, pa mam povejte, da sem ji toliko dolžna. Da mam povejte, da sem ji toliko dolžna, bo že vedela zakaj. Da pa pridemo domov, pa mam povema tule, dejala sem tu je pa dobra ženska, se je spomnila nazaj na te cajte, da je takrat narobe delala, in je na tak način potem se lepo odložila, če mi reč, pač se mi tak cajti, ko je prišel v tak vihar, je pa včasih tudi tak zavesna, Po odhodu domobrancev je vas ostala prazna, tukaj je bilo vas par tistih otrok, veliko je šlo tudi celih družin, tako da so nekatere hiše ostale prazne, tam, kjer pa niso šle cele družine, so šli pa vsaj starejši fantje, dekleta, tako da praktično tukaj ni bilo
možnosti za kakšne nove družine ustvarjati. Kako ste se pa potem po vojni, v teh 50 letih, recimo, doživljali te čase? Seveda pa vojni, a ne. Če bi pred tako začetka začel, ni bilo kar naenkrat, ni bilo kaj, bi dal predvsem za take hiše, kot pri nas, ki smo, se pravi, bajterska, a ne, zvez, v glavnem takrat so se dobivale karte, a ne, in na karte, pač kakšne karte dobil, a ne, tistim, da bi se nekako še dal preživljati. No, spomnim se to, da je bila, naprimer, trgovina je bila seveda v Šentjoštu, ne, potem je bila preseljena na Ljubljanco, Vrhovcem, no, in če se spomnim, da smo, naprimer, šli po Faslka, smo delali, ne, z Ložičkom smo dol šli, pa tam je bil pa Vrhovci, Jarez, pa Sečnik Lojza, Rekanska Lojza, a ne je bila, ja. No, in Vrhovci Janez reče, Lojza, tu so bile volitve, tu takrat, ne. Lojza, pa lej, a jaz lahko šla volit? Lojza tam pa gleda, prav, ne, striž karte, a ne. Ste brez ostali? Ja, nekaj smo pripeljali domov, ne, ampak dobro je tisto, kar je bilo pa, kaj, ne vem kaj, ne, jaz nisem vedel, kaj se dobi, pa kaj se ne dobi, ampak v glavnem, določene stvari so nam odstrihli, pa ne sem enega, tu se je kar dogajalo, ne. Tu so bile take stvari, ja. No. Za brate, recimo, se je kaj vedel po vojni, kot hodil? Kaj se je z njim zgodilo? Ja, takole je, že pred 10 let, ko so odšli na Koroško, spomnim se, ko so bili Češpovci pa nas zreli, mama, pa tam so se določeni zbrali, pa je mama delala, ne, imela tam peher Češpovcev, koliko rada bi jim dala tem svojim sinom, če bi vedela, da je ki so. No, in tam so takrat že, tu se pravi, takrat, ko so Češpovci zreli, takrat so že vedeli, da so bile te poboji. A veš, tle v Šentjurci dokaj hitro zvedela, ne, da so bile poboji, da vred pa ni verjel, da bi vse pobili. To so pač mislili, nekaj je bilo, morda kakšne oficire, karkoli, da druge pa, da so je pač zaprli, ali kač dali nekakšna dela, ali kakorkoli že, no, v glavnem. To je bilo, kaj bi dal, tu se je takrat vedel že, ne, če bi že prej to omenil, da so, se pravi, za vse svete za dan vernih dušan, so mama, naša mama, pa Brnkov mama, pa Matičkov mama, pa tele, ker so bile tele okoli, tele mame so bile tam na Britov, no jaz sem bil zraven, pa so govorili, ja, ne vem, ali so živi ali niso živi. Če so kot pokopani, ne vem, ki imajo grobove, pa dajmo tle naštimati tudi na Britov ali prostor, da bomo vse vedeli, da bomo pa tle prišli, tle svečke prižgali, pa bomo tle za njih molili. No in tam so postavili križ, tam, ki je še pravzaprav zdaj, če gremo na Šentjoško pokopališče, tam je lepo obnovljen križ, na ta križ so postavili naše mame 45 leta. Tu se pravi, takrat je bilo že kar vedeno, da je, da so bile poboji, no, v glavnem je pa tako bilo, vse je pa vsak si je mislil, da nekje pa tu ni meni ne mogo verjeti, da bi pa kar vse pobili. Bom pa jaz tako delal moje stvari, kot sem jih, recimo, dobre kot otrok, jaz sem se še mislil, da bo Jože Stanko pa Skatka, vse tiste, ne bomo se dobili skupaj peletali. Po, ko sem pa že zrasel, ko sem se že, kaj svojim hodil po svet, pa sem šel, recimo,
takole pred večer kot fant, ne, recimo tam le pod Štanta, gor čez Brenov, pa tako naprej pa zaredam, jaz zvajne Anga, da gre, sem jaz tule pa da je naš verjetnje ušel ali skočevja ali pa ne. Skozi nemo ta občutek, da bom nek še svoje brate nek srečal. Če tako pogledamo nazaj, Šentjošče je bilo v tem cajtu, se pravi, 45 leta samostojna občina, ustanovljena je bila nekje približno 1860. Če danes tukaj pomislimo, pred Horjulska občina, mi smo bili pred občina kot Horjul, a ne, kaj je sosednja vas, a ne. V tistem cajtu je bila ustanovljena, se pravi, Šentjoška para, se pravi, da je dobila svojega duhovnika, in ta razvoj je šel potem zelo dobro, bi rekel, strmo naprej. Najprej se je pa nekje izkazal, bile najvišji vrh je pa dosegel tik pred vojno in pa dobro tudi med vojno. Se pravi, če bi tako povedal, v Šentjošču je bila takrat kmetijska zadruga, imeli so kmečko banko, to je bila, se pravi, banka, pošta, skratka, župan in tako naprej, skratka, tudi potencial teh mladih, tisti, ko so takrat bolj zraščan, je bil lih na tistem najlepšem vzponu. Vse je se že nekje, ali so nekateri študirali, kar nekaj je bilo študentov v Ljubljani, potem drug so se raznimi poklici ukvarjali, tako da je kazal na izredno lep razcvet tega našega hribovja. Po vojni, če pa tako pogledamo, je pa naenkrat bila pa vse, skratka, ni bilo prebivalstva, veliko se je izselil in bilo treba čisto začeti nekakšno novo. Če bi še morda tle vmes povedal ta podatek, Janko Oblak, župnik, ki je bil sila tudi statistično, je skozi spremljal določene stvari, je zapisal v Faroško kroniko, da je nekje bil ožji del Šentjošta bil, se pravi, da je bil predvsem z mladimi sinami, s temi sposobnimi, skratka, Šentjošče je tega zgubil 41,5 prebivalcev. Procentualno. Se pravi, praktično vsa moč, ki je bila, razen teh nekaj otrok. Dobro, če sedaj govorimo nekakšno, kako se je pol ta stvar začela. Ja, ne rečem, recimo, nekateri smo že vzračili kot fantje, da pa že tudi v tistem cajtu, ko smo vzračili kot fantje, smo že kar imeli nekaj takih, kako bi rekel, delovnih akcij, ko bi del, pač tle smo nekakšen razpad, če tjož, da bi loži tle živeli, in tle imamo verjetno največjo besedo, kako bi rekel, zahon, tale Leskovic Franc, takrat vem, da nas je spodbujal, da smo hodili, recimo 52 let ali po tistem cajtu, na cesto, da smo šili cesto pred Smreči, potem tle v smeri dol pred Horjulom, skratka s Krampi in Lapatom, tako da je bilo bolj prevozno. Tako da se tam se nekakšen tisk začel. Kasneje, kaj bi delal, tako družbeno življenje, kar je takrat bilo, je pred bil vse v Šentjoštu, ker pa je Šentjošt bil pol sprazen in tudi politične sile so tako nekakšen vse skupaj pelale, da Šentjošta naj ni bi bilo več, naj ostane kamen na kamnu, in so se vse skupaj, se pravi, politično in gospodarsko preselili na ta zaselek Ljubljanca, nekaj pa tudi v Graben, se pravi, Graben pa Kurjevasno pa Ljubljancev tam. Tako da Šentjoščani smo pa, ne da bi kaj, kako bi rekel, razmišljali, tista mladostka je bila v nam, ko smo nekaj začeli, nekaj delali, pa smo pa nekakšen čutili, da bi tle rado ostali. Moram pa to vmes povedati, takrat so bile te občni zbori, tudi so bile občni zbori za določene, rekel, ali osveščanje ali karkoli, so prihajali določeni funkcionarji
tle v Šentjošt. Občni zbori so bile vselej v nedeljo po prvi maši zjutraj, a ne? In sicer v osnovni šoli, takrat šoli, še stari šoli Šentjošt. V ostanem se spomnim, ko je Janez Markovc govoril tole. Tukaj Šentjošt praktično nima nobene perspektive, Šentjošt bo prej ko slej v bodočnosti, pa je tle še samo ovce pasel, pa morda krave prav, vi pa pejte vse v dolino, dol je kruh, dol je tisto, pa še to je bilo govorjeno, ne, en delavec, kaj pa naredi en kmet? En kmet naredi praktično nič. En delavec naredi več kot 3 kmetije ali pa nekaj tazga je bilo govorjeno. Skratka, to so nam tako govorili, mi pa ne, da bi se zavedali, je pa nam bi ta kraj všeč in ne, da bi tudi politično karkoli hoteli, mi smo samo hoteli kaj živeti. Kaj pa smo zdaj, a ne? Še to bi vprašala, na teh občnih zborih je to sovpadalo tudi z zahtevo oblasti, da se spremeni ime kraja? Ne, to je bil Elcestan, Prmežinet, vodil ga pa je Ravnohrib, kaj je že ta, Ravnohrib, ta župan, oziroma takrat bil predsednik občine Horjul, kamor smo tudi mi spadali, a ne? No, in mi je pripovedoval, v Zavrotarje je bil pol v Istri Horjul, pa sem večkrat o tem govoril, v Šentjoštu mi je rekel prav, a ne, smo prišli 3 gor, da bi spremenili ime Šentjošt v Zari vrh. Spomnim se najlepši ime, tako da bi Šentjošt sprejel, a ne. No, v glavnem tam smo morali povedati, a ne, da pošta Šentjošt ne bo več, ker kraj se je moral preimenovati, ne bo Šentjošt, ampak bo Zari vrh, a ne. In tako naprej. In smo tudi povedali, kdorkoli bo pisal Šentjošt, pošte nam bo dobil. Mora pisati Zari vrh, številka to, kot jih imate zdaj. Takrat je pa dejal Ravnohrib, je pa tak završal noter, žensk začelo piti, samočkih pravzaprav plani. Tako da smo mi 3, ki smo bili tam, je dejal, mi smo samo gledali, kako bomo le mir ven pršili iz hiše, ne. Rekel prav, ne. No, po tistem, ker je bil pa tak odpor, pa seveda je bilo še pa tudi dosti dogovorov, je pa le ostal šele malo kasneje, ne, pa pred se je pisal Št-Jošt nad Vrhnikov, no, potem pa Šentjošt nad Vrhnikov še tudi vrset, ne. No, tako je pa le Šentjošt ostal, moram pa nekaj povedati, ne, imam pa še tudi eno kartico spravljeno, ki je pa pač nekdo, ki misli, da je to tako resen, a ne, je pa napisal kartico, se pravi Kavčič, Šentjošt 44, je bila prva številka, Zari vrh 44, ne, in imam ta kartico spravljeno tako, da vemo, da to je en dokument, ne, da bi se to na kakšen naredil, no, v glavnem to ime je ostal. Da so občino Šentjošt razdelili, zato da se Šentjošt razbije, na Smrečo pa ta del so priključili Vrhnik, ta del Šentjošta z večjim zaledjem Botanjeve in Planine, pa da bi bil pol tu Šentjošt. Seveda, ker je bil Smreče pod Vrhniko otrgan, smo Šentjošt ostali glede tega pol v obrobju in je bil center Ljubljanca. Ljubljanca pa Gram, tu ne bi bil center. Takrat se je tu zaprav ta razdelitev naredila, kar še danes je v velavi. Fara je pa še skozi ista. Mi smo, Fara je pa Šentjošt, Botanjeva, Planina, Smreče in to še vse normalno delijo. Svetna oblast je pa malo tako, delujemo pa en z drugim, čisto normalno. Novih družin takrat po vojni praktično ni bilo, ker jih tudi ni moglo biti in kar nekako že splošno znano je, da tukaj 10 let po vojni se v samem središču vasi niso otroci rojevali. No ja, to je pa popolnoma razumljivo, ne. Ni bilo fantov, oziroma fantov sploh ni bilo, dekleta so bile še kar, ampak fantov pa ne. Tu se pravi, spomnim se toliko, ko so zaslišali, da je v Šentjošt en otrok rojen, pa da so videli, da nekje, kaj s tem,
da sem že kakšne penice, to je bil tak vesele, da tu sem je take videl tiste povojne stvari, a ne, ki Šentjošt trpel, ker ni bilo pač, ni bilo življa, a ne. No, ne glede na to, smo pa pač zraščali, ne, in te pa tista mladina, kad smo bile, kaj bi dal, v tistem cajt smo se združevali, ali bi rekel tako, v igrah, v športu, pa karkoli, ko smo bili zraščali, smo pa že tudi, ko smo recimo špilali na ene igre, pa karkoli, smo pa že tudi začeli razmišljati, kaj bi pa naredili, a bi bilo tam nekaj zaščitjoške, nekaj pajma, v glavnem, začeli se te stvari premikati. No in tako se je začelo, bom delal pa tako, če bi se ta prvi štiri spomnil, tam okoli 50 leta, a ne, 52, takrat se je začel delati vodovod iz Lavrovca, ali kako bi delal, iz Sucka dola do Šentjošta, a ne. No, v tistem cajt, to je šlo praktično vse na večji del, pa sila malo morbiti s kakšno pomočjo države, a ne. No, v glavnem, tu je bilo takrat so bile te akcije, tu je bilo vse na prostovoljnem delu, vse izkopi, polaganje, tu je morbiti za kakšen material, da se je kotki dobil. No, malo po tistem se je tudi začel nekakšen, tako bi rekel, malo bolj organiziran ali pa karkoli, že prvi gasilci, a ne. Kar začeli so se zbirati določen ljudje, bom delal pa, tle sem spet, tu je morbiti tisti, ki so imeli eni so pokazali pot, takoj za njim drug prijel in smo se začeli zbirati kot gasilci, a ne. No in tako je bila pol 57 leta, je bil, se pravi, je bilo ustanovljeno gasilsko društvo, 62 leta je pa, smo pa že postavili gasilski dom, a ne. No, bi to povedal, tudi to smo mogli delati vse po privolenju oblasti, krajevnih, a ne. No, tam bi pa to povedal, da je bila pa stara že razpadala šupa, na Prmožine, tam, kad sledi, da je dom, in te naši so pa prešali, recimo, oblastnike, tle dol na Ljubljanc pa tam, ne, če bi lahko tam ničkam tista streha popravili, to bi bi noter dejali kakšne lopate ali pa metle. No, pa so mu dejali, dobro, to pa dovoljno, kaj? No, jaz pa vem, jaz sem takrat naredil tudi načrt, kako bo ta gasilski dom izgledal, z vsemi temelji, bi dal ta stolp, kako bo in tako naprej, in smo začeli zidati vrh gasilski dom, približno tako, da nas je povečano, ne, in to so bile pa pol tisti prostori, kjer smo se začeli pa prvič nekakšen bolj tako v enih bolj javnih prostorih skupaj dobivati. No, to je bila ena lepa pridobitev. Drugače smo se pa recimo pred pa veliko dobivali po raznih sestankih ali pa karkoli, tudi v privatnih hišah, največ verjetno pri Smrekarju tle, a ne. No in tako. Recimo cerkveno življenje, pevski zbor, a je to že od vojne naprej, od konca vojne se je pevski zbor ohranil, da ste se pa morda tudi tam srečevali? No, cerkveni pevski zbor. Cerkveni pevski zbor se je ohranil, imeli smo predvsem vse te pevke, ki so predpele, to so bile dobre pevke, Botanjeve, tam iz Botanjeve, recimo Žnidrev, Bertovcev, poli naša mama, pa Reparska, Mici, pa skratka tega, ne. To so bili dobro izučeni glasovi in te so obdržali. Ni pa bilo nobenega moškega glasu, ne. In vem, da je imela pa tale, no, z Botanjeve, tista je pa lahko pela pa tudi tenor, Starkeževa, a ne. No, in koliko je bila fajn, pa sem gledal, sedaj pa že moški poje. No, tu sem bile tak premike, kako bi rekel, ne. Seveda pevski zbor je bil tudi tisti, kateri je združeval določene stvari in smo, kaj s tem, povsod se pa ob tem pa porajale misli o nekem, kako bi ustvarili naš kraj boljše, ne. No, a je imel tudi župnik, takrat Janko Oblak, kakšno vlogo pri dogajanju na vasi? Ja,
če je kdo imel, je pa Janko Oblak imel pa res izredno vlogo, ne. On je znal spodbuditi vse tiste dejavnosti, petje, pa recimo pritrkavanje. Takrat mene več ni bilo, da bi znal potrkavati. In vem, bil je pa en, ki je bil pa Gabršek Francis Vest, kot smo upravili, ne. In to vem, da so Oblak Janko je prišel pa te, ajde fante, preko se učiti potrkavati in ta Gabršek je mi pa melodijo povedal, pa je znal potrkavati, ne. In tako, da so pol recimo popoldne, ki je bil nauk, ki je bil vse ob 2 popoldne, pa so pa šli fante v turn pa potrkavali, ne. No, pa bi še moral ta zanimivost povedal, ta potrkavanje se je tudi toliko razširilo, ne, da fantje, to je predvsem bilo to, rad se je potrkavala jutrnice, se pravi, zjutraj od 3 do 4, takrat so se mogli oglasiti zvonovi in to se bile te jutrnice, predvsem to se bile ob nedeljih ali pa praznikih, ob delovnikih ne. No in takrat se je izbral, bom dejal, da pa če tako ne povem, recimo malo bolj oddaljene penkače, kar je bilo s tem, recimo Brnkov, Snapkov, tere, ki smo bili, ali pa tam Prosmodin, ali pa te smo bili praktično v Turnu, ne. Draž pa recimo, ki je bil recimo Stavnik, ki je bil tukaj deleč, pa Maljsk Tončk, tam nekje Bržnikov Malj, ali pa kaj s tem to drugo, ki so bili oddaljen, tu so Bržnikov hlapci, ali pa te, ne, tu so prišli, Turn je bilo toliko teh pomov, da jaz sem bil pa takrat še mališan, ampak tudi sem se kar v seriji pritisnil nekam gor, ne. In zanimiv sem bil tu z njim, koliko so bile tudi takrat, ko so odpotrkavali po noči, ne, pa so pa pušli v cirku, noter so usedili v klopi, kar tako precej klopi je bilo gor, ko so noter sedeli, ne bi se spomnil tega Bržnikovega hlapca, kako smo mu že delali, tista, Rojevsk, tu je bil Rojevsk, ne. On je malo rožikranc naprej in smo cel rožikranc noter obolili, pa spet juhuhu, pa šli, ne. To so bile take dogodivščine, ki je bilo tudi tako druženje, ne bi se zavedali kako, ampak lepo se nam je zdelo, čisto tako, ne. No, če bi še tu noter šel v tale potrkavanje, ker že njih smo, pri trkavanju je bil pol pripovedan, v enem cajtu, se ni smel v Turn, vendar pa Janko Oblak je povedal prav, javno je povedal, pri trkavanju je pripovedano, to morate vedeti, da zdaj se ne sme več potrkavati, ne. Ja, seveda, kaj, pobje, nikoli niso opustili tega, normalno so šle in potrkavali, tako, ne, in to se je obdržalo tako naprej, ne. So bile morda kakšne sitnosti vmes, verjetno je tu je bil župnik več teh obiskov pol zaradi tega, ne, ampak kot fobija, ne, pa so pa obdržali to z veseljem pravzaprav, ne, to je bilo najlepši slišati, kaj so zvonovi peli, ne. Še ena stvar je bila tukaj zanimiva, ki se je obdržala skozi ves obdobje miklavževanja. In predvsem pomembno zato, ker se je obdržalo v javnem prostoru. Ni bilo za cerkvenimi vrati, ampak v javnem prostoru. No, tole, kako bi rekel, tle moramo povedati, v tistih cajtov, bom povedal, ne, še med vojno, v tem cajtu je bil seveda Miklavž vselej v kulturnem, v presvetnem domu, ne. Jaz se še spomnim, kako so bile, recimo tistih parkov, pa določenih stvari se spomnim, da seveda po vojski je bilo nekaj cata tih, ne, in seveda potem so se po ženi dobili, ne, pa začeli je Miklavža, tako da sem jih po hišah sem pa kje prišel, ne. V glavnem, ko smo pa mi gor malo bolj zrasli, smo videli, da pravzaprav v vasi Šentjošt moramo to naštimati Miklavže. Če se prav spomnim, bi bil ta prvi Miklavž, je bil v Kurji vas pripoljen. In vem, ko sem dol priletel, imel sem atov klobuk, gladav, ko sem tam moral pritisniti Miklavže,
Tako sem se vse smejal, ker sem imel tisti klobuk, pa tako mehni so bil, ti se ga dobro spomnim, pa kasneje se je začel pa tako, smo pa začeli kar Miklavžem, ko smo se že odrasli, kot pobje faktje, že bom dejal tudi, Miklavž je pol nekakšen trajal, sem skozi, da se nekakšen bili tako prepovedan, vendar pa ne toliko, dokler nismo začeli tako, da je skupaj delovati recimo v javnih prostorih, kot v Farožu recimo, ali pa v šoli, ko smo imeli, dobre, v stari šoli smo ga pol že tudi naštimali. Prepovedali sem Miklavža, in so nam povedali, vkolikor boste imeli Miklavža, bo tudi kazen ali pa karkoli, ampak vam, takrat smo tudi že mislim na prosvetni dom, kulturni dom, da bi ga zidali. Bom čistko povedal, Žaharjev, Marija tle iz Vrdenca, njih to, pa Golc, pa te so govorili, pa Horjulci, pa te aktivisti, kar jih je bilo, da pametni bote, Miklavžem treba večer, pa boste dobili denar, pa boste bom se zidali pa jaz. In takrat je bil pa tudi še Miklavž na Vrdencu, v gasilskem domu so ali tako, ali pa kakšen manjšem prostoru. Na Vrdencu je bilo tako povedan, Miklavža ne ve, pa bo dom narejen. Pri nas smo se takrat usedili. Mlikar Ferenc, jaz, Glavtar, še en dan, 4-5 smo sedeli tam nekje pri Marku Kavčiču, in smo razpravili, kaj zdaj narediti. In tudi naši so kar bile, sedeli pa boljši, dobri, pa pustimo, bomo pa domi pa nekaj. Takrat sem pa jaz sem toliko, sem rekel, Miklavž bo rebet, mi bomo naredili dom, pa Miklavž bo, pa feti. Pa sedeli, pa res, pa ne bo. Pa je pa recimo prišla policija, jaz sem bil vse v tem popolnoma čist, neustrašen, vesel sem bil, če je spomnil, kaj tazga. In pride policija v Slapku, takrat so bili policaji še mehni drugačen kot danes, kako bi rekel, v tem smislu, ko bom delje povedal. Policija pride k nam, sedeli smo prišli na zaslišanje zaradi Miklavža. V redu sem jel, tako je, zmenimo se, tam v kuhni je bilo, sem rekel, tako je, zmenimo se, te boste spili vsak ali šlaps, kafe bomo vam skuhali, pa bomo pa govorili. Ne, to pa ne bomo. Pa ne bomo govorili, sem rekel, sedite se dol, pa bomo. Dobre, pa sem se usilil, sem bile 2 ali 3, mislim, da sta bila, jaz sem vijem ti šlaps, pa tako naprej, in sem mislil, koliko bom pa je zdaj strahom začel, sem ni bilo benga Miklavže, pa sej ne vemo, neš pa tako naprej. Sem dejal, kaj bi rad vedeli, ne pa povejte prav, tle bi Miklavž, pa kako je bilo s tem, kateri so bile, kaj. Sem rekel, dobro, zapišmo, prvi angelček, pa sem dejal, Tomin Cmarta, drugi angelček, Dominar Anica, tretji, dobro, te angelčke 3 ali 4 sem naštel, pa rečem, prvi hudič, ne vem, sem povedal ime, drugi hudič sem imel ime, pa tretji, tako napeljal sem imel Lucifer, Dominar Miklo, Nekaj, prav, ker sem začel v teh hudičih govoriti, pa Luciferju piš nisem imel, pa sem videl, da vse skupaj nima nekaj, in tako se patka, zaslišanje so morali pač narediti, po službi dolžnosti, in v glavnem mi smo Miklavža obdržali naprej, potem tudi, ko smo gradili kulturni dom, prosvetni dom, to je bil pa v tistem cajt pa edini Miklavž, delež tle okoli, ga ni bilo ne od Lagaca, Rod, Vrhnike do Medvod, Ljubljane, v Šentjoštu je bil Miklavž, v domu, ki je bil že pokrotok dograjen, in vseh teh krajev so prihajali takrat na Miklavževanje pa v Šentjošt. Kako je bilo pa z gradnjo šole? Če mičko pogledamo nazaj v zgodovino, tam nekje leta 1800, v tem cajtu, takrat se je gradila, se pravi, šola v Šentjoštu. Prav v tistem cajtu je bilo nekakšen tudi domišljen, da bi se gradila ena šola v Botanjevi, ena pa v Šentjoštu. To so bili že te spori v tistih cajtih, kako kje bo,
Pol po letu 1945 se je pa, kaj bi del, malo začel, pa vsa ta politika je delovala na to, da bi iz Šentjošta vse spravili, da Šentjoš ne bi bila niti šole, pa te stvari. No, v glavnem, da je pa ne bi jih vedel povedati, tle je bila kar veliko sestankov, raznih zborov, pa veliko pogovarjanih med ljudmi okoli, in je prišel do tega, da je šola pol delo, da bi je morbiti v Grabnu, ali na Ljubljanici, ali pa v Šentjoštu. V glavnem, potem je bil pa občin zbor in so takrat se določili, vsako vas gresta dva pobirati podpise, da ne bo goljufije, mora biti en iz vasi, iz tiste vasi, drug pa iz druge vasi, da sta se nasprotna lahko v razmišljanju. Tako da bo stvar čista, da ne bi kdo mislil, da se halfali. No, to je bila, kako bi rekel, tam, ne vem, da ne reči, v kateri mora biti sred 50-ih let ali pa v tisti cajt, ali pa še že bil pred konca. No, v glavnem je prišel do naših cajtov, ko smo mi prišli, jaz sem do vojakov, ta drug spet, ko smo gor zrasli, pa tako naprej, smo se začeli pa, se pravi, smo tudi nastopali in zagovarjali, da šola mora biti v Šentjoštu. Zakaj? Zato, ker je tle center, prej je bila občina, prej je bila skratka vse, tle je bil Šentjošt, je bil center Hribovja, tle je cerkev, tle je Faroš, tle je dobre gasilski dom ali pa te stvari, da je primerno, da bi bila tudi šola manj tle ostati, ki je tudi bila, a ne, do zdaj, in naj bi ostala. Ta komunizem je pa imel pa nalogo, kar sem pa z oblak javnotom, župnikom tudi govoril, prav, njihova naloga je razviti Faro, zato je treba šolo postaviti čist drgam, gasilski dom izven cerkve, skratka tako, takrat je imela ta, kaj bi dejal, komunizem, je tel razdvojiti tiste centre, kot da bi bila skupnost. Tam je vse manj kazalo, da bomo lahko Šentjoščan dobili, ker da bi v Šentjošču to ostal, a ne šola, ker enostavno nismo imeli politične moči. Politična moč je bila pri učiteljih, tudi te, kad so bile takrat praprotniki, Štefan Ljubljanc, skratka občina, pa Horjulj, občina Ljubljanovič Rudnik, skratka vse do republike so bile seznanje s Šentjoštom in nekakšen je bilo vse usmerjeno v to, da pač šola ne v Šentjoštu. No, mi smo pa razmišljali, gruntali vse sorte, jaz več noči nisem takrat v celem cajt spal, kolikrat smo gruntali, kako, kaj bi naredili, kakšne poti. Da bom rekel, sem bili take važne, kot so bile, naprimer, Brnkov stanko, pa to ne, sta bila bratranca od predsednika Kavčič Staneta, pa se, nekaj smo možvali med seboj, pa kako, kaj bi naredili, da se dela stopno tudi njim, on je predsednik, ima eno določeno moč, bomo se njim govorili, da je pa še v žlaht, in smo šli v Brnkova dva, pa Smrlik Referenska, pa jaz na skupščina v Ljubljani, čist tako, da je bil še lautat, ne. Na tega smo bili v glavnem. In pridemo kje na skupščino, tam se vede uradno, kam pa v drug, ta Brnkov stanko pa čist izpodovači, tako je plobuk, dokvar je bil, stanete vidat, katera staneta? Ja, moja bratrca. Kateri pa ste? Da bi povedal, da ste ta pa ta, ne. Ja, z njim bi rad nekaj govoril. Ti zapravo, da je pritle, to je bila pa že malo pred večer, ne. Ja, ideal, ja, ki ga bi pa dobil? Jaz ne moram sedeti v Ljubljani, ki, pa so pa povedali, ki ima stanje hiše, ne. No, mislim, ker z avtom, mislim, avto vemo, se nekje odpeljal, pridemo tam, seveda, tam vse zaščitene, ne, tam bil pa zvonc in smo začeli zvoniti. Pa ne, nobenega ni bilo, čakamo, tam nekaj čakamo. Jaz sem dejal, verjetno, mora biti tu en poseben znak. Tu ni tako le, jaz sem dejal, jaz sem pa tako naredil, mora biti pa tu en znak, da takrat pa odpri.
Pa sem prišel, pa sem tudi, pa sem tekal po zonu, pa pride tam iz Kevdra ven, pa pač ženska, a ne, kaj želite, vprašala, a ne, smo vstopili in smo šli k Kavčiču. Kavčič, zanimiv, a ne, predsednik Slovenije, ko smo bili v kuhinji noter, je rekel, kaj se bomo pogovarjali, pa smo mehko nakazali. In ja, tako lepejmo vkrit, a ne. Če mi povedate, ne, sam si mislil, da verjetno je tudi nadzorovan nekje, da je boljše, da se pogovarjamo o takih stvari. No, v Kavčiču smo tega povedali, kako je situacija, da je tle ta prvica, Kavčič je poznal Šentjošta, ne, se je čisto vedel, se je vendar Brnko bil tle, se je njegova mama je bila tle pri Brnki doma, a ne. No, in smo povedali, ampak nič dosti ni, tako ni nič, tako, ja, vse bom vzel na znanje, da bi pa dejal, ja, pomagal vam bom, pa ne, da bi dejal, viš, ne, to je bil previdno, ne bi dejal tako. Na en zelo važnih sestankov je pa bil, ko so pa enkrat prišli pa predsednik občine Jakovčič, občine Ljubljana Šrudnik Jakovčič, pol pa podpredsednik Koropar, on je bil inženir gozdarstva, se mi zdi, ne, ja. Pa še ena delegacija z njim, prav zaradi te šole. Jaz sem v tistem cajt zrisal načrt, šolskega okoliša. Dobre, da pa, če grem še pa malo naprej, odločilen dan, ker je bil, še vmes sem na določene stvari, ne. Jaz sem to povem, da sem glavtar Ivanov, glavtar je tukaj, Doroština Ivanov, takole en list napisal, kakšne osnovne točke naj govori. Ker jutrišnji dan bo prišla delegacija, republiška, občinska in vse skupaj v Šentjošt. In on je bil pa edini predstavnik Šentjošta, ker nobena druga ni bilo, ker so prišli v Šentjošt gledati, ne. V glavnem, ta delegacija je šla, se pravi, iz Ljubljane, pa na Ljubljanco, v Kurjevas, pol tle do Koče, tle pred Kademhor, vse te stvari so ogledali, pa seveda pa tudi v Šentjošt, ne. Z njim so bile seveda Vrhovc, te, v Šentjošt so pa pričakovali pa praprotnik Jožeta, ker so imeli pa za udarno moč, on, ko bo je tle gor prišel, Jože bo pa pač, ko ima ta moč in tudi učitelje, bo pa pač imel... Proti šoli. Ja, ne, mislim, da bo uspel, da bo dal šolo, ne. On je bil proti Šentjoštu, ne bil, ne. No, in Bog pomaga, zakaj je bilo to, jaz ne vem, tisto noč ga je pa kapno. In so odpeljali v bolnico. Ti pridejo gor, bili v Vrhovci, pa te, kad so, mislim, te nas bo podali Jože, praprotnik počakal, da bomo pa pehnili te stvari, tle pa ne belga, tle pa sem glavdor, pravnik je, Ivan, pač, tisto, kot je pač povedal, Jakovčič gre gor, tam sem še take knjige, tam, kad je dej šola, Jakovčič gre gor, pa prav, dajte mi en kovček, pa bo dajen kovček, lepa šola, pa je zabil kovček, to sem jaz smatral tako rekoč za čudež, ker to je bilo takrat nemogoče, bi rekel, politika, to je bilo takrat, da sem politično odločitev, ni bila važen, ne, ne karkoli. Moram še to povedati, na teh sestankih, ko smo jih pred imeli, je bilo nam jasno povedati. Šolo, če bomo gradili dol, v dolini, je bomo financirali celotno sami. Če jih boste vi tle gradili, boste pa vi sami, daj se pa odločite. Mi roki oblast, mi bomo sami gradili. In smo se odločili, dejansko tudi res, ogromno prispevka, vse udarničke ure, karkoli, ko se je začela šola delati, to je bilo vse zastojno narediti, koliko lesa zberali okoli, pa tudi finančnih, kdor ni mogel draž, da je dal denar, skratka šola je bila tu, prva šola v Sloveniji, ki je bila zgrajena, zapravo 3/4 na samo prispevku, ne da bi bilo kot zapisan, da je bil samo prispevk, ampak Šentjoščan smo je tle, pa bom še to povedal, so pa, ko se je začelo delati, je pravzaprav cela fara pristopila na to, so pa tudi drug pomagali, tudi sosednje vasi, tako da, je bil nekakšen predpis
nekako, da vsak mora nekaj pač je tu. Malo pa še tu povedati, ne. Jaz, ker nisem do tega skoraj verjel, sem pa tisti dan, ko je ta delegacija prišla, ne, sem pa pač prosil Boga, sem rekel, ti boš to naredil, tako da boš naredil, tako da bo prav in da bo to, kad da bi v šolo v Šentjoštu in se pač delal, ne. Ukolikor bo to, Marija Višarska, ne, sem rekel, ti, da ne veš za Slovence, ko smo tlele v Šentjoštu, nismo lih tak na hribu, če me uslišiš, da bo šolo v Šentjoštu, bom pa šel peš iz Šentjošta na Višarje enkrat k tebi. Ta dan sem pol izpolnil 70 leta, ne, da sem šel. Bil pa to eden mojih najsrečnejših dni v življenju, razen poroke ali pa ne vem še kakšnih takih lepih, ne, tako da je šola uspela. Ko se je prišlo za otvoritev šole, ne, ob sodelovanju drugih, smo pripravili proslavo z govorom, vse skupaj kako naj bi potekala otvoritev šole, ne. Med ostalim noto smo pa dali pa prav te pesmi, kot so jih imeli nekoč partizani, da brusimo koselja, travca, žezrela, ne, tu so, on vedel, da jih brusimo pred njim, ne, pa kovači smo in naša sila, no, in takrat smo se tok sprli tam gor, konc, ne. Naredite proslavo, kadar boste, blagoslovite šolo, kakor je šte, mi se sploh ne bomo vtikali zraven, v glavnem, no, tako, potem so pa res imeli, so mogli takrat na hitro se pa spraviti določene šole, mislim, da Pogograd, v nekih Haljul, pa še nekaj drugih stvari, da so poštukali ti zliri, ne. Še to bi povedal, to je bila, otvoritev je bila 13. oktobra, na lep sončen dan, bilo je takrat le približno 3000 ljudi, ne. Tisti dan je pa pripeljal tudi prvi avtobus v Šentjošt, ne. Tega je bil najbolj vesel Leskovic, Smrekar, Leskovic Franc, čisto vem, avtobus je njemu uspel, njemu Krancen, ne, Franc ga je tam pričakal. V Šentjošt se ne vem, ni hotel upisati v Socialistično zvezo, ker je bila to pač stranka, katere nam ni šla, ne, to je bila pač komunistična, ne. No, jaz sem se domislil in tudi spodbudil ljudi, ne, kaj dajmo narediti. Vsi Šentjoščanci vpišemo v Socialistično zvezo, z župnikom mora, vse, župnik pa vse, drugo lepo pa tiho povedati, vsi se vpisati v Socialistično zvezo, ne. Pa dejansko vsi Šentjoščanci se vpisali v Socialistično zvezo, namreč jaz sem se zavedal, da mi moramo prevzeti oblast v svojem kraju, da bomo lahko sploh delovali, da posebno pa na zunaj, če sem jaz nekam šel ven, pa da sem javil, da sem Šentjoščan, sem že kar poznal na občino, pa kaj vsi, ko Šentjošti bi poznal, deležno, ko ne bi slab zapisano, ne. Prevzeli smo oblast, ne. In takrat to nam je pa zelo dosti pomagalo, jaz sem, že takrat smo se pred zamenili, kaj bo hodil, Možinitov Ivan Šubic je bil predsednik, jaz sem bil tajnik, no pa blagajničar pa tisto je bilo naprej. Bom pa povedal, ne, koliko mi je pa to pomagalo, ker sem imel določene pogovore, ko smo nekje šli po pogovorih političnih ali pa gospodarskih, ne, sem se predstavil tajnik Socialistične zveze. On je popolnoma jasno vedel, takrat, da mora biti tam krščanski človek, ne, tu so bili komunisti, ne, in se začel pogovarjati, se je lahko veliko dosegel, ne. Pa smo imeli pa štempelji, to je bilo pa njih, tam se je začela razprava, da ne smejo imeti več lokalne skupnosti svoje Socialistične zveze. Socialistična zveza je mogla biti prenešena v večje skupine, da so lahko obvladali stvari. V poprejšnji ustavi, ker so lahko določene skupine, manjše, vsi zbrali skupaj, so imeli Socialistično zvezo, ne, in ta pa ustava 74 let je pa to pol prepovedala, ne. No, mi smo še vse tudi držali, mi smo imeli pol, bi rekel, okoli tega več dopisov, nam je občina, policija bo prišla, nam vzela štempilko. Se pravi, zdaj smo nekako zaokrožili to povojno obdobje, prav z prostovoljnim delom, z delom za skupnost, ste domačini poskrbeli, da je Šentjošt se ohranil,
čeprav je bil nekako zapisan propadu, tako kot mnoge slovenske vasi, da ste ne samo, da se je ohranil, ampak da je tudi doživel velik razvoj, velik vzpon, da so se tukaj ohranile močne in zdrave družine, ki še v današnjem času skrbijo za dobro počutje, za razvoj kraja in ne nazadnje tudi za dobrobit države v širšem smislu. No ja, če bi tako moram biti za zaključek povedal, ne, kar je Šentjošt naredil za svoj obstoj, to mislim, ampak tu sem siguren, da en kraj v Sloveniji tega toliko ni naredil. Mi smo delali od vodovoda, telefon, elektrika, pošta, ne bom dal kulturni dom, šola, ceste, vse ceste, koliko smo z cest tudi, skratka, vse infrastruktura je bila na rokah naših življenj in samo prispevkov. Praktično mi do 70 leta nismo, ali pa še čez, en ni začel obnavljati svojega doma. V Šentjoštu ni tako, da bi dejal, jaz smo pa nas bomo pa nekaj obnovili, pa kar. Vsi smo delali sem zato, da bomo tam obstali. Pa zanimivo, nikoli nismo delovali, da je pa njih politiko zrušiti. Mi smo se borili predvsem, pušte nas, tle bomo živeli in tle hočemo se ustvarjati. Nam pa tega niso pustili, bom rekel, to so bile tiste, tudi pa nas je bila taka moč, ko bi rekel, in pa predvsem složnost. To, kar je bilo rečeno, pa ni bilo Šentjoščana, da bi na morda lihto in tam je kakšen nekaj bremzo, skoraj nobeno, preko sredi so vsi držali na to. Zdi se mi pa tudi dobro, da smo kar dobro ohranili tudi zgodovinski del naše Slovenije, tudi vernost ali pa predvsem pa pripadnost slovenstvu je bila v Šentjoštu izredno močna, tako da tega mislim, da sem lahko vesel. In prav vesel sem, da sem živel v tem cajtu, ker smo lahko iz take podrte vasi ustvarili tako lepoto, da kdor pride v Šentjošt, vsak prav, to je pa lepo vas. Ja, tako je. In kaj bi recimo še mladim za naprej povedal? Ja. Dobro, če, kako bi dal, največ, kar bi lahko povedal, bi rekel, ohranite dediščino. Ohranite slovenstvo, ohranite vero, ker brez vere, če ni fare, če ni vernosti, tak narod propade. Pa predvsem pridnost, poštenost, pa kaj bi dal, složnost, en do drugega, predvsem pa zavedno slovenstvo. Tega pa v Sloveniji, če bi bil tak, kot smo gledali v Šentjošt, vsaj nekateri, bi danes Slovenija bila premalo odločnosti, tle ni slovenske, tle noter so ljudje, ki so, to so politiki, to so uradniki, ne pa voditelji. Voditelj mora biti vodja, ne pa uradnik. Uradno je to, ti moraš biti srcem, s tem delovati in takrat je moč v tem. Ja, Bog živi Slovenija, v meni pa tudi Šentjošt.